Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Pred nami je prestavljena tekma 19. kroga med Bravom in Radomljani. Šiškarji so spremenili svoj, pa recimo temu začasni naslov, se preselili v Stožice za zaključek tega jesenskega dela in danes torej Bravo v Stožicah gosti Radomljane. Lepo so zdaj odigrali domači, priložnosti je imel Memič, ki je poskušal strelom, bil je sicer pokrit, dovolj blizu je bil branilec, ampak ni uspela podaja s peto čez glavo, zdaj pa priložnost za Kramariča, oziroma ne, ni to Kramarič, se opravičujem, Sever je bil tisti, ki je tudi dobro podal za Memiča, super protinapad Brava, ampak zmanjkala je pika na i, ni bilo zaključnega strela. Akcijo na levo stran, kjer je še enkrat zdaj Sever podal nazaj proti Kavčiču. Kavčiču kazenski prostor, to ni slaba žoga, priložnost za Bravo. Žoga mimo desne vratnice, vrat Emila Veliča. Pogačar je prišel do nje tudi z nekaj sreče. Pogačar se je dobro obrnil, izkoristil svojo agilnost, pa zdaj strelo daleč. Ampak Guzina nenatančno, ostaja nič proti nič. Slaba poteza tokrat Kavčiča, ki mu je še spodrsnilo in manjka v zadnji vrsti. Za Bukovnik po lepi podaji s peto, za Bukovnik zdaj v kazenski prostor oziroma na rob slednjega, priložnost za strel. Vendar tole je bilo zdaj izvedeno zares slabo, ni dobro zadev žoge Šarič. In zdaj podaja v prostor, tole je lahko nevarno, a sijajno z drsečim štartom Drkušič, ki je vse za nekaj trenutkov prekinil akcijo gostujoče zasedbe, ki še naprej preti po levi strani. Zdaj žoga na rob kazenskega prostora oziroma tam nekje 20-22 metrov od gola. Pogačar, Šarič, pa znova Božič. Božič proti oddaljenejši vratnici. Tole je zdaj priložnost za Guzino, ki je nevaren ob teh visokih žogah ustalil v obrambi, medtem Trontel v kazenski prostor. Ni bila to dovolj natančna žoga, ampak še naprej je Bravo v napadu. Preigrava Ogrinec. Ogrinec do strela! To ni bilo tako nedolžno. Po visokih podajah, po odbitih žogah, no zdaj Memič dobro. Memič v kazenski prostor, podaja pred vrata. Ampak odlično posredovanje je bilo to gostujoče obrambe. Že izvedli met iz avta Radomljani, Božič preigrava, Božič, dobra ideja, Božič ima priložnost, Božič pred vrata, kakšna priložnost in Šarič mimo vrat. Kavčič v kazenski prostor, tole je zdaj lahko nevarno. Vključuje se tudi Trontel, Trontel do žoge, Trontel! In potem na oddaljenejši vratnici prekratek eden izmed njegovih soigralcev. Drkušič je bil tisti. Na voljo imajo met iz avta, poglejmo, kako bodo reagirali ob tem, ko so kar visoko na polovici tekmeca. Žoga je v kazenskem prostoru, Guzina znova atraktivno. In padec zdaj v kazenskem prostoru, to bo 11 metrovka. To bo 11 metrovka, Španring se sicer čudi, prejel je tudi rumeni karton, no in kot kaže je imel zelo nesrečno roko pri izbiri zamenjave. Kdo bo zdaj uspešnejši? 68. minuta, priložnost za prvi gol na tekmi. Nuhanović zanesljivo, gol za Radomlje. 68. minuta, Mlinari vodijo. Drugi zadetek v tej sezoni za Nuhanovića. Natančno je zaključil, Josipović je bil nemočen, nič ne bo z novim clean sheetom. V sredino bo znova podal Ogrinec. Tokrat dobra podaja, priložnost za zaključni strel in rešujejo se nogometaši Radomelj. Kakšna obramba je bila to, čeprav je žoga izven kazenskega prostora, ni pa zdaj prekrška in Radomljani grejo proti napad. Na levi strani je Pogačar, Pogačar potem v prostor, Šarič, Šarič se bori, Šarič, priložnost za Radomlje, gol!
Radomljani vodijo z 2-0. No, zdaj so pičili s tistim, kar najraje počno nogometaši Brava. Guzina, strelec zadetka, 71. minuta. Super protinapad je bil to za Mlinarje, ki se tule veselijo. Pa lahko rečemo kar tik pod komentatorskim mestom. Veselje gostov. Vidimo, kaj jim vse skupaj pomeni. Dejal sem, da bo še kako pomembno za zasedbo Roka Hanžiča, da hitro znova pride do občutkov ob zmagi, zadnja zmaga 5. novembra, takrat nad Celjem, potem pa 2 poraza, ampak zdaj je ekipa, ki jo vodi Hanžič, v fantastičnem položaju, vodi namreč 2-0, Bravo pa v težavah. Super je reagiral Šarič. Križan ni bil pod prekrškom, tole je zdaj nova priložnost in ali lahko Radomljani povišajo prednost, da! Znova krasen protinapad, Cerar pa je dosegel zadetek. Če je imel nesrečno roko pri izbiri zamenjave Dejan Grabič, pa zdaj Luka Cerar, potem ko je dobil priložnost, potem ko so Radomljani povedli z 2-0 do zadetka za 3-0 in Radomljani zanesljivo korakajo zmagi proti Bravu naproti. Znova navdušenje med tistimi, ki stiskajo pesti za Mlinarje. Videli smo, kako so zapravili žogo domači, tam je bil Križan tisti, ki ni bil pod prekrškom, ko so Mlinarji prišli do žoge. Podaja med tem v kazenski prostor. Kregar, kot kaže, ni prekinitve, priložnost za Cerarja, da bi postavil za res piko na i tej visoki zmagi. Radomel, ki se napoveduje, ampak zdaj je bil premalo natančen. 86. minuta. Prvič je vaš vratar, novi vratar, ne iz novembra, zadržal mrežo nedotaknjeno, odkar je pri vas v prvi ligi Telemach. Koliko je bilo to pomembno, predvsem tista priložnost za Bravo, ko bi lahko prišlo do izenačenja? Bi se potem vse skupaj sesulo ali ste imeli danes zaupanje v fante, da bi nadaljevali tudi, če bi prišlo do izenačenja v istem slogu? Ja, vedno, ko ne prejme zadetka, jaz vedno fantom rečem, če ne bomo prejeli zadetka, smo bližje zmagi, ker pač ustvarjamo si res toliko priložnosti na vsaki tekmi, da na koncu res bi lahko zmagali, če ne bi prejeli zadetka. Ne, smo bili dogovorjeni z ekipo, da karkoli se zgodi v začetku tekme oziroma nekje v sredini, da se zgodi neka negativna situacija, ostanemo zbrani do konca in tako je tudi bilo, mislim, da vidno tudi na igrišču. Kaj to pomeni za zadnjo tekmo, koliko bo višja samozavest? Po vsaki zmagi je lažje iti v naslednji trening oziroma v naslednje 3 dni. Fante sem opozoril, da pač moramo oddelati vse to do konca, ni nobenega nekega opuščanja in pa stalen fokus na še zadnjo tekmo. Upajmo, da nam bo vreme delovalo, da bomo odigrali zopet na dobrem igrišču, tako kot danes, in nadejamo se čim boljšega rezultata. Hvala in srečno. Anel Zulić, čestitke za zmago in pa jasno tudi za nove minute v prvi ligi Telemach. Koliko vam pomeni to, da vam trener zaupa tudi v takšnih trenutkih, ko ekipa vodi, pa potem želi mirnejši zaključek? Hvala prvo za čestitke. Mislim, veliko pomeni za tega, ker dobro delaš in pa kot te trener nagradi, ti pusti igrati in da minute. Prejšnjo tekmo sem debitiral, to še 10 minut, seveda sem zadovoljen in vesel, da mi verjamejo. Kakšno je bilo zdaj vzdušje v slačilnici po tej zelo pomembni zmagi, predvsem ob tistem drugem, tretjem golu ste zares tule proslavili glasno, tako da sem vas tudi sam slišal na komentatorskem mestu. Kaj bo to pomenilo za motivacijo pred zadnjo tekmo, pred premorom? Ja, seveda vzdušje je odlično, dihamo kot eno, borimo se en za drugega, v slačilnici se še ni končalo, nadaljujemo naprej in pa pomeni zelo veliko za zadnjo tekmo proti Olimpiji, ker je dober nasprotnik, 3-0 zmagati Bravo, prav tako dober nasprotnik, samo da je nek zagon, da dobro delamo še zadnjo tekmo in doma pustimo 3 pike. Super, hvala in srečno. Hvala.
Dejan Grabič, drugi polčas nikakor po vaših željah. Najprej nekako nesrečna izbira pri menjavi, ne? Takoj prekršek za najstrožjo kazen, potem pa ste se morali odpreti in Radomljani so to izkoristili na takšen način, kot ponavadi vi to izkoriščate. Kaj se je pravzaprav dogajalo v drugem polčasu? Jaz se bi vrnil na prvi polčas. Jaz mislim, da smo vstopali solidno v tekmo, zelo solidno in imeli tudi priložnosti za povest. Vedno nam je zmanjkal nek zadnji dotik, zadnji strel, ki bi bil, ampak smo imeli dve čisti priložnosti in škoda, da nismo povedali. Dogovor na polčasu je bil, da se nadaljuje še bolj kompaktno, še bolj potrpežljivo, še bolj natančno v izvedbi tega načrta za tekmo, ki smo ga imeli že pred. In smo dobro vstopili, potem pa po menjavi, ki je bila prisilna, ker je bil Trontelj poškodovan, smo naredili prekršek za 11 metrovko, ki nas je netipično vrgel iz neke psihološko stabilnost smo izgubili kompletno. Se pravi, mi smo razpadli po razdaljah, po ideji v igri, ker tudi naslednji goli so bili posledica tega, ker ponovadi ne delamo. Pod pritiskom vemo, kam pošiljamo žoge, kam jih odigravamo, kako v takih trenutkih odreagiramo. Smo zelo enostavni v tem. Danes nam je pa zmanjkalo te enostavnosti in smo izpadli res naivno in moramo pa čestitati Radomljam za na koncu zasluženo zmago na tekmi, ki pa bi se lahko obrnila tudi drugače. Kaj ste dejali fantom, zdaj pred vami še ena tekma do premora po tem porazu v slačilnici? Kako ste jih skušali dvigniti? Ne bi govoril o tem, kaj smo govorili v slačilnici, to je naša interna stvar. Res je pa, da za zadnjo tekmo, ki bo verjetno podobna, moramo biti veliko boljši odločevalci na igrišču. Se pravi, da prva stvar se bolj držati načrta za tekmo skozi 90 minut, ne glede na gibanje rezultata. To je ena od stvari, druga pa dvigniti intenzivnost v obeh fazah, v intenzivnost razmišljanja, intenzivnost postavljanja, intenzivnost odigravanja. Hvala in srečno. Hvala. Mitja Križan, vsekakor ne drugi polčas, ki bi šel po vaših željah. Kaj se je zgodilo tam z izjemo tistega prekrška za najstrožjo kazen, da ste potem prejeli 3 zadetke? To se vam še ni zgodilo v tej sezoni. Ja, definitivno je do tistega penala smo imeli nekako tekmo pod kontrolo. Smo si ustvarjali priložnosti, nismo zadeli in potem od tega penala mi smo tako nespametno smo dobili gol in začeli padati drastično.